V imenu Očeta in Sina in Svetega duha, amen. Spoštovani katoličani. Zgodilo se je na Floridi, se pravi, fant star 14 let iz Orlanda na Floridi. Tam sem bil v Orlandu, sem letalo zamudil. Pravi, on je pač v svojih najstniških letih, izurjen seveda v vsej tehnologiji pa v mobitelu pa pa s tistim spletom, računalnikom. Je našel, neko umetno inteligenco neko umetno inteligenco, in kako bi rekli, neki karakter s te umetne inteligence. In potem se je ves čas pogovarjal s to inteligenco. Oni reče, klepetalnica umetne inteligence, bi rekli po naše, po slovensko. Ja, in zapravlja čas s to zadevo. In potem se je zgodilo, da mu je ta umetna inteligenca rekla oziroma ta karakter rekel, da lahko naredi samomor, če hoče, in ga je napravil. Napravil je samomor, ker je bil prepričan, da se bo s tem svojim umetnim prijateljem, s te umetne inteligence, da se bo po smrti, lahko z njim srečal pa bo lahko z njim potem po smrti še skupaj z njim živel. Glejte, to je nesrečen dogodek in ta mama od tega otroka, tega Secerja tretjega, ta mama je tožila to podjetje, ki je to umetno inteligenco pa te karakterje, umetne prijatelje, ki jih pač širijo po Ameriki. Pravi, ker je ta inteligenca rekla njenemu sinu, naj naredi samomor, ko je pač prijetno vprašal, je rekel, ja, naredi samomor, je napravil samomor in je mrtev. Kje je njegova duša, ne vemo. Vemo, vidite, samo vemo, da je ta otrok izgubil življenje, vidite, zaradi te umetne inteligence, tega softvera. To ni edini primer. Cel kup staršev je bilo, ki je tudi tožilo to umetno inteligenco pa ta karakter, to podjetje, ker so rekli, da otrokom vsiljuje, stvari, ki so proti 6. božji zapovedi, proti sveti čistosti, da jih spodbuja, da sami sebe poškodujejo, kar je seveda greh proti 5. božji zapovedi, da jih spodbuja k nasilju, da jih spodbuja k samomorom, potem, ja, proti grehom, proti 6. božji zapovedi, da jih izolira, da postanejo otroci depresivni oziroma mladi in tesnobni in da so hudobni do drugih ljudi, da delajo škodo drugim ljudem. To podjetje propagira to umetno inteligenco z naslovom, češ da je to, personalizirana umetna inteligenca za vsak trenutek našega življenja. Ta dogodek ni nekaj edinstvenega, nekaj enkratnega, ampak se to velikokrat dogaja. Vidite, to je en takšen dokaz, kako moramo biti bili zelo previdni, ko gre za tehnologijo. Kajti tehnologija danes nastopa kot neke vrste kriva, lažniva vera, tako enako kot tudi psihologija, ko sem zadnjič o tem govoril, pa bom še kaj več o tem povedal, če bo božja volja, je tudi tehnologija. Danes mnogi ljudje mislijo, da nas bo tehnologija odrešila. Treba je imeti samo računalnik pa mobitel pa kakšno tablico pa kaj jaz vem kaj še vse. Ja, vse to je treba imeti pa umetno inteligenco pa se z njo pogovarjati, pa bomo srečni, bomo odrešeni. Vidite, ni res. Vidite, Bog je nenadomestljiv in Boga se ne more nadomestiti z nobeno stvarjo, z nobenim človekom, z nobenim bitjem. Vidite, Bog je nenadomestljiv. Sveta Terezija Avlijska pravi v tisti znani molitvi oziroma v tistem znanem izreku, pravi, naj te nič ne skrbi, naj te nič ne skrbi, nič ne bo tesnobno, pravi, vse mine, Bog se ne spreminja, potrpežljivo vse doseže,
Kdor se Boga drži, mu nič ne manjka, in na koncu pravi: "Edino Bog zadostuje." Ali samo Bog zadostuje. Vidite, in to si moramo zapomniti za vse življenje. Boga ne moremo nadomestiti z nobeno stvarjo, z nobenim malikom, vidite, z nobenim človekom, z nobenim bitjem, ker je nenadomestljiv, vidite, ker je naš stvarni rešitelj, naš sodnik. Medtem ko ta umetna inteligenca, vidite, nastopa prav kot nekaj, kot nadomestek za našega Boga, trojnega Boga, Očeta in Sina, kot nadomestek za za našo življenje v milosti Božji, kot nadomestek za večno življenje v nebesih. Ni mogoče. Vidite, postala je neke vrste malik in danes govorimo že tako imenovani zasvojenosti s tehnologijo. Vidite, in to je zelo nevarna stvar. Kajti tehnologija zna biti zelo uporabna, nam lahko veliko pomaga v življenju, tako naprej, nam olajša življenje. Vidite, hkrati je pa dvorezen meč, ker če se človek zasvoji s to tehnologijo, misli, da ga bo tehnologija odrešila, potem seveda malikuje in potem seveda izgubi vero in se pogubi. Neka Avstralka, gospa Kathy Klapp iz Avstralije, je katoličanka, je prevajala neko knjigo, je pravzaprav ni prevajala, pač pa digitalizirala jo je s pomočjo umetne inteligence. Pravi, da je kar veliko pomaga. Je pomagalo, pravi, ampak ona je pa kljub temu je morala iti skozi tisto besedilo tiste knjige, ki jo je digitalizirala, in pravi, in je morala kake stvari, kake vrstice je morala na svoje mesto dati in tako naprej, kakšne takšne tehnične stvari je morala reševati, manjše. Pravi, ampak potem je pa prišlo do nekega stavka, pravi, ki se glasi, pravi: "Naš Gospod je tukaj, sveti, eden sveti, obljubljeni eden, ki bo odrešil svet." Ta stavek je morala umetna inteligenca je morala samo digitalizirati. Ampak ko je ona prebrala ta stavek, ko je pač kontrolirala, kaj se je dogajalo, je ugotovila, da je umetna inteligenca dodala eno besedo, in sicer, prevod tega stavka umetne inteligence se glasi, pravi: "Naš Gospod je tukaj, pravi, naš eni sveti, pravi, obljubljeni eni, pravi, ki, kot pravijo nekateri, pravi, bo odrešil svet." Vidite, se pravi, ki je dodano je bilo, pravi, no, v angleščini je who some say is to save the world. Se pravi, some say je dodala ta umetna inteligenca in seveda iz tega stavka pravi čisto drug pomen. Pravi, kot nekateri pravijo, se pravi, da sploh ni nujno, da je to res, ampak nekateri pač pravijo, da je tako. Vidite, kaj to dokazuje? To dokazuje, da lahko sodobno tehnologijo uporablja tudi hudič. In jo tukaj uporablja. On se lahko vmeša, vplete v našo tehnologijo, v naš računalnik, v umetno inteligenco, vidite, in potem, kot sem povedal na začetku, vidite, nekega fanta, starega 14 let, na Floridi, iz Orlanda, kjer sem bil tam, letalo zamudil. Vidite, nekega fanta prepriča, da naredi samomor. Tukaj doda neke dve besedi noter, ki popolnoma spremenita neki pomen nekega stavka. Vidite, zato moramo biti strašno previdni. In ko sem bral sem oziroma gledal sem video posnetke od Karla Akutisa, Blaža Karla Akutisa, ki bo letos aprila menda razglašen za svetnika, se pravi računalniški genij, star, koliko je bil star, 15 let, ko je umrl, vidite. On je bil po duši, po srcu popolnoma tradicionalen. Pravi, in pravi, da ko je delal tisto svojo spletno stran o evharističnih čudežih po vsem svetu, pravi, da mu računalnik večkrat crknil brez kakršnegakoli razloga oziroma da nagajal mu je in tako naprej, ves čas mora reševati te probleme z računalnikom, pa je bil sam genij računalniški, vidite, popolnoma nerazumljivo, brez kakršnegakoli vzroka. Vidite, zadaj je bil seveda hudič. Vidite, torej hudič se lahko vmešava v to tehnologijo in nam škoduje pri tehnologiji, kolikor more. Na njegovem mestu bi jaz tisti računalnik pokropil z leseno vodo. Vem, da je recimo neki pater, zdaj je že pokojni, mislim, da je bil pater, ja, ko je, ampak ni več tam ampak, on je tiskal The Angelus, se pravi revijo od Bračne v Ameriki nekaj časa. Tam je, se pravi od 24. tam nekje, ja, v drugi polovici 20. stoletja.
je že dolgo pokojni, on pravi, da včasih je tisti stroj, ko je moral tiskati, kar naenkrat je odpovedal brez kakšnega razloga. In pravi, potem je vzel posušeno vodo, pa je pokupil, pa je začel spet delati. Vidite, to je dokaz, vidite, kako se lahko hudič vmešava v našo tehnologijo in seveda tudi povzroči smrt nekega otroka, vidite, ki nalikuje to tehnologijo in je zasvojen s to tehnologijo. Zakaj vam to danes pravim? Vidite, zato, ker danes imamo evangelij, vidite, ki pravi, da je prišel govorec k Jezusu, pa mu je rekel: "Gospod, če hočeš, me moraš očistiti." Priznal je Jezusa za Boga in mu izpovedal svoje zaupanje vanj, v njegovo moč, da ga lahko očisti, čeprav v govoru je bila takrat popolnoma neozdravljiva bolezen in je lahko samo Bog ozdravil, vidite. In je rekel: "Jaz hočem in bil očiščen." Vidite, to lahko Bog naredi. V trenutku je še jaz sem očiščen. Ko smo imeli evangelij recimo o Kani Galilejski, ko je napravil Jezus vino iz vode. Ali ko je recimo imamo evangelij, ko je Jezus pomnožil kruh pa ribe. Tiste ribe niso bile sveže ribe, niso skakale po tistih košarah, ko jih je Jezus razmnožil. To so neke vrste posušene ribe ali pa bi rekli mi prekajene, posušene ribe, ki so bile užitne, na neki način so jih posušili, tako da so jih potem lahko jedli s kruhom brez problemov. Niso bile, to ni šlo za žive ribe ali pa za surovo meso, ampak je bilo posušeno ali prekajeno meso. Vidite, te ribe je Jezus pomnožil. Vidite, kako je pomnožil? On jih je pač napravil kot Bog. Kaj lahko samo Bog naredi? Vidite, ni potreboval milijone in milijarde let, kot učijo naši lažnivci, vidite, po šolah otroke, pa lažnivi moderni duhovniki veroukarji, vidite, da je Bog ustvaril svet z evolucijo v milijardah let. Bog je ustvaril vino, vidite, v trenutku, ni potreboval milijone pa milijonov let, ustvaril ribe pa kruh v trenutku, ni potreboval milijonov let, vidite, in tako naprej. Vidite, vse to lahko Bog naredi. Seveda, če mu zaupamo. In potem pravi, da je prišel stotnik k njemu in mu je rekel: "Gospod," da prosil za zdravljenje njegovega služabnika, in je rekel Gospod: Potem pa je rekel: "Nisem vreden, da prideš k meni pod mojo streho, ampak res beseda in moj služabnik bo zdravljen." Kar mi ponavljamo, vidite, 3-krat pred vsakim svetim obhailom. Vidite, pokazal je svojo ponižnost. Ta rimski stotnik je bil pogan. Bil je pogan, vidite, ni bil Jud, ampak slišal je Jezusa in je Bog mu je podelil milost svete vere in on je s to milostjo stanoval in je veroval, da je Jezus Bog. In je izpovedal svojo vero v njegovo božanstvo in svoje zaupanje v njegovo božanstvo, njegovo moč, in je bil njegov služabnik ozdravljen. Vidite, ta dva primera, ta dva človeka, torej sta imela Boga, Jezusa za Boga, kar tudi seveda je bil in tudi še vedno je, vidite, kot tudi ko prihaja na naš oltar, prihaja kot Bog in človek na naš oltar, ko prihaja v naša srca pri hospilu, prihaja kot Bog in človek. Vidite, in sta, bi lahko rekli, sta zapustila vse druge vire ali pa malike, če sta bila kdaj. Ta govorec, ta stotnik, vidite, vemo, da so Rimljani imeli na stotine bogov. Njihov panteon je sestavljen iz stotine bogov, je bil sam, vidite. In oni, ti Rimljani, so vse vire, vidite, so nekako so jih sprejeli in jih vsi bogovi vseh tistih ljudstev, ki so jih podjarmili, so sprejeli v svoj panteon. Zanimivo, vidite, samo Jezusa Krista pa niso hoteli sprejeti. Zakaj ne? Vidite, ker je Jezus Bog, ki izključuje vse druge bogove. Vidite, ker je samo eden Bog, ki vodi v nebesa, samo eden Bog, ki je ustvaril ta svet, Bog Oče, Sin in Sveti Duh. Vidite, in ta svet je ustvarjen po Jezusu Kristusu. Sam je Jezus Kristus en sam edini Bog z večnim očetom, svetom je ustvaril ta svet. Zato vidite, ta Bog izključuje vse druge bogove. Ves rimski panteon izključuje. Vidite, in zato so bili Rimljani, so postali Rimljani do katoličanov zelo agresivni in so ga začeli preganjati, najprej Judje, potem pa Rimljane, vidite, in jih pomorili, ne vem koliko, okrog, samo za začetek krščanstva, okrog 5 milijonov je bilo mučencev za začetek krščanstva, ampak morate vedeti, da takrat je bilo na svetu samo nekaj 10 milijonov ljudi, ni bilo 7 milijard, ni bilo 8 milijard, ampak je bilo nekaj 10 milijonov ljudi. Ni bilo veliko ljudi na tem svetu. Jaz so jih 5 milijonov, vidite, so jih pokončali. Ker je naš Bog, vidite, en sam Bog in ne priznava drugih bogov. Tako kot na žalost naš papež Frančišek pravi, vidite, da vsi
vsi bogovi, vse vere vodijo v nebesa, kar je seveda par excellence vseh laži. Tega cerkev ni nikoli učila, pa nikoli ne bo. Katoliška cerkev, sinodalna pa lahko, ampak to ni katoliška cerkev. Sinodalna cerkev ni katoliška cerkev. No, in en dokaz, vidite, kako so preganjali, vidite, Rimljani katoličane, ker so verovali v pravega Boga in Jezusa. Veste, je sveta Neža, katere god smo praznovali prejšnji teden, pa ta teden spet praznujemo njen spomin. 12 let je bila stara, katoličanka, pravi, ni bilo, pravijo, ni, tisti okovi so bili premajhni za ene rokice, ker je imel tako tanke, majhne rokice, 12 let star otrok, ampak so jo hoteli, vidite, oskruniti kontrasekstom, vidite, potem so hoteli zažgati, pa Bog ni pustil ne enega ne drugega, niso jo mogli oskruniti, niso jo mogli zažgati, ker je Bog napravil čudež, in potem so jo obglavili. Ampak, vidite, ona je zmagala, 12 let stara deklica, bi lahko rekli, premagala s tem mučeništvom, ker se ni hotela odpovedati katoliški veri in Jezusu Kristusu, premagala so vse tiste njihove njihove malike, tiste hudiče, katere so varovali. Vidite, in je danes v nebesih. In priprašnica napravi, Bog je napravil po njej nešteto čudežev, po njeni smrti pa še danes jih dela, če se jih ne priporočamo. Sveta Neža, 8 dni, ja, po smrti se je prikazala svojim staršem z jagnjetom v roki, vidite, jagnjetom v roki, in povedala, in jih potolažila, in jim povedala, kako veliko slavo sedaj uživa pri Bogu v nebesih. Vidite, tukaj je na mozaik svete Neže z jagnjetom v naročju, katerim se je prikazala svojim staršem in s palmovo vejo v rokah, zmagovalka, vidite, in to je tisto, kar nas vodi v nebesa, naša vera, kateri se ne smemo odpovedati za noben denar, za nobeno stvar na tem svetu. Tudi če pridejo muslimani, če bi prišli muslimani, pa nam dali nož na vrat, ali se prestaneš musliman ali pa gre glava proč, gre glava proč. Glava gre proč, duša gre pa v nebesa. Če postane musliman, glava ostane na mojem vratu, ampak duša gre v pekel. Vidite, tu nimam nobene izbire. Nobena druga vera ne vodi v nebesa, samo katoliška, in naš Bog nas vodi v nebesa. Ja, in to danes boste rekli, saj pa to je cerkev vedno učila, ja, to je, ampak danes modernisti tega več ne učijo, skupaj s papežem Frančiškom ne več. No, in za konec naj omenim samo še eno stvar. Vidite, ko sem poslušal nastopni govor Donalda Trumpa, ki je protestant, ni katoličan, ima za svojo ženo Slovenko, ki je neke vrste protestantka, odpadla katoličanka, vidite, ampak na tem nastopnem govoru je povedal nekaj, zaradi česar sem moral zaploskati. Rekel je, pravi, obstajata samo dva spola, moški in ženski. In Amerika bo priznavala samo dva spola. Sem rekel, hvala Bogu in Mariji, končno je zmagala zdrava pamet v Ameriki, vidite. Ampak morali smo počakati na Donalda Trumpa, da nam je to povedal, vidite, namesto da bi nam papež Frančišek to govoril ves čas, koliko je že več kot 10 let, ko je papež, vidite, ampak ne. Papež Frančišek spodbuja LGBT, vemo, da LGBT-jevce in tiste, ki so spremenili spolno narekovanje, spol ne moreš spremeniti, ker je v vsaki celici zapisano, vsakem DNA naše celice zapisano. Vabi tiste, kako se reče, transgender ljudi, ki so spol spremenili, kam pa z njimi obeduje, pa se z njimi slika, pa jih potrjuje v njihovi veri. Vemo, da ste transgender moške prostitute, da jim je celo denar dajal, ko so imeli premalo klientov, vidite, zaradi covid histerije in tako naprej. Vidite, absurd vseh absurdov. Neki protestant ti pove resnico, da obstajata samo dva spola, kar vsak človek v zdravi pameti ve. Jaz upam, da ni treba posebej poudarjati tega, vidite, ampak vemo, da imajo ti LGBT-jevci, da imajo menda čez 20-30 spolov, menda razlikujejo. Da smo morali počakati nekega protestanta, da nam pove, da obstajata samo dva spola, vidite, to je pa dokaz, vidite, kam smo danes prišli, kako je današnji čas izgubil stik z realnostjo, kar je seveda najbolj splošna definicija norosti. Kako je današnji svet nor, vidite, nor, bil sem brez pameti, brez zdrave pameti, vidite, da mora neki protestant nas mora učiti, vidite,
koliko izpolnjena tem svetu. Torej Bogu hvala, da je to povedal, pa še druge stvari, ki je povedal, pa ki jih bo napravil še. Vidite, on ni svetnik. Niti katoličan ni svetnik. Vemo, da ima v njegovi glavi so določene stvari, ki so proti katoliški veri, ampak ves čas pa hvali katoličane in tako naprej. Včeraj, zdaj, ko imajo v Ameriki, imajo tisti pohod za življenje, je po ekranu pač govoril tistim pohodnikom za življenje, vidite, jim zelo lepo povedal in tako naprej. Govori o tem, kako jih podpira, da se borijo za življenje njihovih otrok proti abortusu in tako naprej. Vemo, da je vseh tistih 23 ljudi, ki jih je dal Biden zapreti, ker so pač samo protestirali proti abortusu pri tistih abortivnicah, vidite, jih je dal zapreti. In človeka, starega 70 let, dal zapreti, vidite, Biden. Trump je spustil vse na svobodo. In ti ljudje ne smejo biti v zaporu, nimajo kaj biti v zaporu, oni se samo borijo za življenje. Vidite, hvala Bogu, pa je tudi Škof Schneider, hvala Bogu, zmagala je zdrava pamet s Trumpom, vidite, ampak zdaj pa molimo, da bo še zmagala, da bo zmagala še prava vera v njegovem srcu, pa v srcu njegove žene, Slovenke, da boste postala predstavnika katoličanov. Če boste kdaj postala, ne vem, jaz sem molil za ta namen, pa še molim, tu pa tam, da bi se to zgodilo, kajti svet bo rešila, vidite, bo rešila samo tradicionalna katoliška vera, tukaj cerkev vedno več 20 let, vidite, brez Vatikanskega koncila in nihče drug in nobena tehnologija in nobena umetna inteligenca. Bog nas obvaruj pri imenu Očeta in Sina in Svetega duha. Amen.